Islamska republika Iran je infiltrirala Združene države Amerike. In tukaj je kako. Dobrodošli nazaj v Access of Truth. Sem Emily Schroeder. In danes razkrivam, kako režim manipulira z ameriško javnostjo preko zapletene mreže organizacij prav na ameriških tleh. Tedne v tej oddaji razkrivam, kako mediji, javne osebnosti, zvezdniki in aktivisti ponavljajo iste okvire, iste ključne poudarke, iste izkrivljanja, ki koristijo Islamski republiki Iran, ne glede na to, ali se tega zavedajo ali ne. To je del obsežne kampanje psihološkega bojevanja režima, ki traja že desetletja. In oni igrajo na dolgi rok. Danes vam bom razkrila, kako to počnejo znotraj Združenih držav Amerike. Zdaj, novo poročilo Nuftija, Nacionalne zveze za demokracijo v Iranu, podrobno opisuje to dolgoročno strategijo režima za vzpostavitev trajnega vpliva in manipulacije z javnim mnenjem znotraj Združenih držav Amerike. Ne preko tradicionalnega vohunjenja, ampak preko institucij, verskih centrov, šol, neprofitnih organizacij in skupnostnih organizacij, ki delujejo zakonito, dosledno in skozi generacije. V središču te mreže je fundacija Alavi, neprofitna organizacija s sedežem v New Yorku, ki je lastnica 36-nadstropne stavbe na 5. aveniji, premoženja, ki prinaša prihodke in je financiralo več 10 povezanih organizacij po vsej državi. Sodni spisi in javna poročila so to fundacijo opisali kot organizacijo, ki deluje pod vodstvom Islamske republike Iran. In s financiranjem je pomagala zgraditi mrežo, ki se razteza čez več zveznih držav in institucij, ter celo oblikuje prihodnje generacije Američanov na slabše. Ta fundacija je sama priznala, da podpira več kot 35 organizacij po celotnih Združenih državah, vključno s Islamskim izobraževalnim centrom v Potomacu, kar je podrobno opisano v poročilu Nuftija. V Marylandu se imenuje Idarae Džafarija in je tudi del širše mreže mošej, šol in mladinskih programov v državah, kot so Virginia, Michigan in Texas. In to je samo tisto, kar je razkrito in za kar vemo. Ta model ni edinstven, niti za Združene države. Režim je uporabljal zelo podobne fundacije in dobrodelne strukture tudi v Združenem kraljestvu. In to je nekaj, o čemer bom v prihodnosti razkrila še več podrobnosti. Toda to, kar vidite tukaj, je strategija, ki se prilagaja različnim pravnim sistemom, hkrati pa ohranja isti cilj. Izvoz islamske revolucije iz leta 1979 na zahod. Izvoz smrtonosnega kulta homeinizma. Zdaj, to poročilo Nufti razkriva režimov ponovljiv model, ki se začne z osrednjo nepremičnino, pogosto financirano ali podprto prek organizacij, kot je Alavi, ki zagotavlja finančno stabilnost in trajno bazo. Namestijo versko vodstvo, ki ga je režim izuril v Iranu, in nato določi ideološko usmeritev. In od tam gradijo šole, mladinske programe in skupnostne organizacije, ki širijo ideologijo v vsakdanje življenje in na naslednje generacije Zahoda. Ne le verska praksa, ampak tudi izobraževanje, družbena omrežja in kulturne dejavnosti. Ta model lahko zelo jasno vidite na območju Washingtona DC, ki ga poročilo opredeljuje kot prvotni preizkusni primer. Po poskusu aktivistov, ki so podpirali Homeinija, da bi leta 1981 prevzeli islamski center v Washingtonu, kar jim ni uspelo, so svojo strategijo spremenili. Namesto neposrednih prevzemov je mreža začela graditi vzporedne institucije, ki bi jih lahko nadzorovali in sčasoma širili. Od tam se je vse skupaj samo še širilo. Na ameriških univerzah je na primer perzijsko govoreča skupina muslimanskega študentskega združenja postala ključna točka. Zdaj pa po ocenah FBI in pričevanjih v Senatu, ta skupina deluje kot podaljšek same Islamske republike, saj pod krinko univerzitetne organizacije nadzoruje disidente, širi propagando in celo organizira dogodke, ki promovirajo ideologijo usklajeno z režimom. To so zelo podobne taktike tistim, ki smo jih videli pri muslimanski bratovščini, prav tako na ameriških univerzah. Ta mreža deluje že od 80 let prejšnjega stoletja, z letnimi konferencami, organiziranim prevozom študentov na proteste in neposrednimi povezavami z uradniki, ki so povezani z islamskim režimom. Zdaj je pričanje FBI to mrežo opisalo tudi kot eno glavnih metod Islamske republike. Zanašajo se nanjo za obveščevalno in tehnično podporo znotraj Združenih držav, vključno z nadzorovanjem disidentov in uresničevanjem ciljev režima na ameriških tleh. Karkoli ti že so. Zdaj se metode režima s kampusov širi v skupnosti. Vzemimo za primer Maryland. V Marylandu je bil Islamski izobraževalni center v Potomacu ustanovljen s podporo fundacije Alavi in je na istem zemljišču združeval mošejo s celodnevno šolo od vrtca do 12. razreda.
Ta struktura omogoča, da se Homeinijeva ideologija vsakodnevno utrjuje prek učilnic, vrstniških mrež in programov za mladino, ne zgolj prek verskih obredov. Center in z njim povezana šola sta prejela vsaj 3,6 milijona dolarjev sredstev od fundacije Alavi. To je tisto, kar temu modelu Islamske republike omogoča, da se širi in vzdržuje skozi čas. Zdaj pa se ta mreža v Virginiji povezuje tudi z osebami, kot je Abu Fazal Nahidjan, ki je bil desetletja vključen v pro-homeinijevsko organiziranje v ZDA in katerega mreža se osredotoča na ustanove, kot je mošeja v Manassasu, pa tudi na prejšnje povezave z islamskim izobraževalnim centrom v Potomacu in iranskimi študentskimi mrežami, ki delujejo v Washingtonu DC. Zdaj pa se ta isti ekosistem prepleta z edino znano iransko usmerjeno likvidacijo na ameriških tleh, ko je bil Ali Akbar Tabataj ustreljen v Marylandu strani Davuda Salahudina, ki je bil povezan z Nahidjanovo mrežo in je deloval iz iranskega študentskega centra v Washingtonu, preden je pobegnil nazaj v Iran, kjer je še danes. Ta ista mošeja v Manassasu, ki je nadaljevala po tej poti, kot podrobno opisuje to poročilo, je gostila številne dogodke v počastitev islamske revolucije in razstavljala podobe povezane z režimom in njegovim vodstvom. In pred nekaj tedni so pripravili ramazanski iftar v spomin na zdaj že pokojnega terorističnega voditelja Alija Hameneja, ki so ga imenovali za našega voditelja v Združenih državah. Desetletja kasneje se je mreža režima le še razširila, pri čemer so bile te mošeje in druge podobne financirane iz iste strukture. In javno promoviranje stališč usklajenih z režimom, vključno s podporo Hamasu, hvalo pripadnikom IRGC, ki imajo ameriško kri na rokah, in še več. Tako izgleda dolgoročna infrastruktura. In preden kakšen sovražnik Judov začne govoriti, kaj pa Izrael, ali ne financirajo šol v Ameriki? Ne. In to kljub dejstvu, da so judovske šole v Ameriki nezaslišano drage, država Izrael ne nudi podpore, storitev ali indoktrinacije, ničesar podobnega temu, kar ta smrtonosni kult homeinizma počne že desetletja. Zdaj pa si poglejmo Michigan. V Dearbornu je približno 40% prebivalstva muslimanov, večinoma šiitskih. In tam ni samo ena ustanova. Tam imate gosto ekosistemo mošej, šol, mladinskih programov in medijskih pobud, ki se medsebojno krepijo in resnično, iskreno normalizirajo antisemitske, antiameriške in proteroristične pripovedi kot del vsakdanjega življenja. Na primer, leta 2020 po atentatu na Qasima Soleimanija, poveljnika odgovornega za smrt stotin ameriških vojakov, Islamski center Amerike v Michiganu je gostil bdenje, na katerem so ga hvalili, višji kleriki pa so mu pripisovali zasluge, da je vnesel strah v sovražnike islama, vključno z Združenimi državami. Kdo je bil ta general? Da je njegova prisotnost prinašala upanje. Marginaliziranim in tistim, ki so se bali. In je prinesel sovraštvo in strah sovražnikom islama, še posebej Združenim državam Amerike. To je ameriška institucija, ki javno poveličuje moškega, odgovornega za smrt ameriških vojakov. Ta model se širi proti zahodu v Teksasu in deluje v več mestnih območjih, vključno s Houstonom in Dallasom, kjer ključne ustanove podpirajo šole s polnim delovnim časom, mladinske mreže in programe za delo v skupnosti. Zasnovan je tako, da to ideologijo režima prevede v jezik, ki odmeva pri širši ameriški javnosti, vključno z nemuslimani. In tukaj se celoten trud režima začne neposredno povezovati s tem, kar danes vidimo na terenu. Režim je izjemno učinkovit pri prepoznavanju družbenih delitev na Zahodu in jih izkorišča v svojo korist, pri čemer se močno osredotoča na zaznane zamere Zahoda in vzpostavlja povezave z radikalnimi levičarskimi skupinami in celo z vse bolj glavnotokovnimi skupinami, ko vidijo priložnost, kot na primer pri Izraelu. IRGC in njegove lovke so, iskreno povedano, pravi mojstri v tem, da marginaliziranim skupinam dajo občutek, da imajo skupne cilje, čeprav imajo v resnici pogosto nasprotne cilje. Na primer gibanje LGBTQ, ki nenadoma podpira Palestino, ne da bi razumelo. Edina stvar, ki jo Palestinci po statističnih podatkih glede na Pew sovražijo bolj kot Jude, so geji. Zdaj smo to seveda tudi videli in vidimo še danes. Ko študentske skupine organizirajo proteste v podporo režimu, ki Islamsko republiko in njene teroristične posredniške skupine prikazujejo kot odpor.
Krivijo Jude za vse težave sveta in včasih celo vzklikajo smrt Ameriki ter zažigajo ameriške zastave, kot smo videli pri študentskih protiizraelskih taborih po 7. oktobru. Islamska republika se bo navezala na neko družbeno vprašanje in umetno povečala ogorčenje nad tem vprašanjem, še posebej v medijih in na družbenih omrežjih. Vse z namenom, da bi spodbudila nezadovoljstvo v ameriški kulturi in družbi. To smo videli pretekli mesec z nesorazmernim ogorčenjem zaradi napada na bazo IRGC, ki je imela šolo znotraj svojega območja, kjer je umrlo več 10 otrok. Kljub temu javnost skoraj nič ne ve, niti ne razume, da je režim sam le nekaj dni prej med protesti ubil na stotine iranskih otrok. Ta teden to znova vidimo, saj gospodarske teme prevladujejo v pogovoru, ko so ljudje navajeni dajati prednost cenam goriva pred človeškimi življenji. Ravno zato osebnosti, kot je Galibaf, javno izzivajo Združene države glede cen nafte na družbenih omrežjih, do katerega je celotno iransko prebivalstvo odrezano. Ja, internet je še vedno izklopljen. Resnica je, da režim ve, kaj odmeva in prav tako ve, kaj razdvaja. In na ameriških univerzah imamo velik problem. Poglejte, kaj se je ta teden zgodilo na kampusu Swarthmore. Torej, ljudje, študenti odkrito navijajo za Hezbollah, organizacijo, ki jo ZDA označujejo za teroristično, in navijajo za ubijanje ameriških vojakov. Res? Kar je iz tega poročila Nuftija jasno, je, da to ni le peščica slabih posameznikov. To je sistem, ki je bil namerno zgrajen skozi desetletja v več državah, z desetinami institucij, milijoni dolarjev financiranja in neposrednimi povezavami z nelegitimnim terorističnim režimom v Iranu. In to je končni rezultat. Mreža, ki širi ideje prek institucij in normalizira ekstremizem skozi skupnostne strukture ter izkorišča slabosti odprtih družb, da jih obrne proti samim sebi. Čas je, da se prebudimo in upremo tej zlorabi naših vrednot kot Američani ali kot kdorkoli, ki verjame v svobodo, enakost in liberalne vrednote. Jasno je, da smo pod napadom. In zdaj želim govoriti o primeru iz tega tedna, ki dokazuje, zakaj je to, o čemer smo pravkar govorili, tako zelo pomembno prav zdaj. Ker to, kar smo ta teden videli v zvezi s prekinitvijo ognja med Islamsko republiko in ZDA, ni bil diplomatski nesporazum. To je primer v realnem času, iste vrste spodkopavanja in manipulacije z narativo, o kateri smo pravkar govorili. Ko je predsednik Trump napovedal prekinitev ognja, je omenil 10 točk, ki so bile predmet razprave za pogovore. Toda skoraj takoj je Islamska republika v mednarodne medije in prek svojih medijskih kanalov pricurjala svojo različico dogodkov. Seznam 10 točk, ki so bile svetu predstavljene, kot da so del dogovorjenega sporazuma, čeprav to niso bile iste točke, ki so bile odobrene. In v mnogih primerih nekatere od teh točk sploh niso bile del resnih pogajanj med obema stranema. Takoj so zahodni mediji to pograbili. Javne osebnosti so to pograbile. Politiki so to pograbili. In nenadoma se je začel globalni pogovor, ki je temeljil na izrazih, ki sploh niso obstajali, zaradi česar so ZDA izpadle izjemno šibke, kot da je predsednik Trump spodletel pri svojih vojnih ciljih. Celoten ta napor je bil psihološka operacija in še to ne posebej sofisticirana. To je bil nizkoten poskus povzročanja kaosa, prelaganja krivde in spodbujanja celega sveta, da začne obsojati Izrael za nekaj, pri čemer sploh ni sodeloval. Ker je bil eden ključnih elementov, ki so jih vključili v to lažno zgodbo – Libanon. Natančneje ideja, da naj bi prekinitev ognja nekako vključevala omejitve za izraelsko delovanje v Libanonu. Kljub temu, da Izrael ni bil udeleženec teh pogovorov in ga o ničemer niso vprašali. In nazadnje, kolikor vem, Libanon ni v Iranu. In če Iran pogaja v imenu Libanona, to ni del zgodbe. To je celoten problem. Ko pa je bila ta ideja enkrat zunaj, je vse ostalo sledilo. Nenadoma se ljudje sprašujejo, zakaj Izrael krši pogoje, ki sploh ne obstajajo. Svetovni voditelji pozivajo k zadržanosti na podlagi pogojev, ki nikoli niso bili dogovorjeni. In celoten pogovor se preusmeri stran od režima, na Izrael, kar je točno to, kar je režim želel doseči. Bela hiša je morala javno pojasniti, da teh 10 točk ni bilo del nobenega dogovorjenega sporazuma in da Libanon dejansko ni bil del premirja.
In potem je režim še okrepil svoje trditve, ko je v mednarodnih medijih dodal še eno trditev o odmrznitvi sredstev, kar prav tako ni bilo dogovorjeno. A na tej točki to skoraj da ni več pomembno, ker se je pripoved že prijela. Pogovori so se začeli, pogovori so propadli, zdaj pa spremljamo naslednjo fazo v Hormuški ožini. Če se iz tega ne bomo ničesar naučili, se bo vse skupaj samo ponovilo. In kar je iskreno še bolj zaskrbljujoče od tega, da režim to počne, je, koliko svetovnih voditeljev je temu preprosto sledilo, ne da bi sploh razumeli, o čem govorijo. Člani kongresa in evropski voditelji so javno pozivali k premirju v Libanonu, ne da bi sploh vedeli, kakšni so pogoji, kdo je vpleten ali zakaj je do konflikta v Libanonu sploh prišlo. Voditelji, kot so Keir Starmer, zunanja ministrica Yvette Cooper, Emmanuel Macron in generalni sekretar OZN Antonio Guterres, so vsi stopili v javnost. Zahtevajo, da Izrael spoštuje neobstoječe premirje v Libanonu, ker to zahteva teroristična diktatura. Čeprav ista diktatura ne vlada Libanonu, ne predstavlja Libanona in že desetletja spodkopava Libanon prek Hezbolaha. In tukaj vidite kolonializem islamskega režima v praksi. V Libanonu vidimo sistem, kjer se je tuja sila umešala v drugo državo s silo, prek posrednikov in nasilja, ter dejansko ustvarila vzporedno strukturo nadzora znotraj te države. To so storili v Libanonu prek Hezbolaha, prav tako pa tudi v Siriji, Iraku in Jemnu. In v vsakem primeru je rezultat enak. Oslabljene vlade destabilizirajo družbe in prebivalstvo, ki se znajde ujete vmes, z 10 tisoči mrtvih. Zdaj, po desetletjih takšnega ravnanja, pričakujejo, da bodo obravnavani kot legitimni deležnik v pogajanjih o teh istih državah. In mednarodna skupnost pri tem sodeluje. Zakaj svet dovoljuje temu mednarodnemu nasilnežu, da to počne? Ta režim je skozi čas ubil več muslimanov kot katerikoli drug akter v regiji preko teh posredniških vojn. In vendar, ko pride čas za odziv, vidimo oklevanje, izgovore in voditelje, ki jih očitno bolj skrbi izogibanje težavam, kot pa njihovo dejansko reševanje. In razlog za to je zelo preprost. Evropa je strahopetna. Bojijo se stopnjevanja in bojijo se gospodarskih posledic. Prav tako jih je strah lastne notranje politike. In zaradi te zarahu so postali popolnoma brez hrbtenice. Ne bodo niti branili Hormuške ožine, od katere so veliko bolj odvisni kot Združene države Amerike, tudi ko so ZDA pripravljene to storiti skupaj z njimi kot najmočnejša vojaška sila na svetu. Ne, ne. Straže iz Izraela delajo grešnega kozla, tako da zahtevajo, da se Izrael umakne v Libanonu. To ni le to, da puščajo svoje ljudi na cedilu. S tem puščajo na cedilu tudi Libanonce in mednarodno pravo, saj si Libanonci bolj kot kdajkoli prej ne želijo, da bi Hezbolah nadzoroval njihovo državo. To smo videli ta teden, ko je Izrael pristal na neposredna pogajanja, Hezbolah pa je odgovoril z grožnjami vladi in povzročil toliko nestabilnosti, da se je Libanon moral umakniti. Ko smo govorili o pogajanjih, so nekateri rekli, kaj smo dobili z diplomacijo, drugi pa so rekli, kaj smo dobili z vojno. Kaj je tvoje mnenje? Imamo več kot 1400 mrtvih, več kot 4000 ranjenih, tisoče uničenih domov, več kot 1 200 000 razseljenih, ki živijo težko življenje. Kaj je boljše? Ali bi morali biti potrpežljivi in iti na pogajanja, ali pa iti v vojno? Pogajanja niso popuščanje, diplomacija ni predaja. Zdaj, ko gremo na pogajanja, da ustavimo to trpljenje, da ustavimo to krvavenje, ki ga doživljajo Libanonci. Moramo čakati, da se stanje še veliko bolj poslabša, šele potem gremo na pogajanja. Točno tako. Torej, libanonska vlada, ki je pripravljena govoriti z Izraelom o diplomatski rešitvi, je zdaj kritizirana strani Hezbolaha in jih Hezbolah grozi, naj tega ne stori. Lobirajo proti morebitnemu miru. In to je tisto, kar mednarodna skupnost ščiti. Teroristična posredniška skupina, ki ustrahuje in aktivno sabotira demokracijo ter prizadevanja za mir. Skupina, ki dobesedno grozi s preobratom v Libanonu. To spodbujate? Ironija tukaj je, da je Izrael edini, ki je pripravljen opraviti delo Evrope in mednarodne skupnosti namesto njih. Rezoluciji ZN 1701 in 1559 zahtevata razorožitev Hezbolaha in določata, da lahko obstaja le severno od reke Litani. Te resolucije so v veljavi že leta. Milijarde dolarjev so bile porabljene za mirovne sile ZE, UNIFIL, da bi uveljavili te resolucije, vendar nič od tega ni nikoli delovalo.
Hezbolah je še vedno oborožen, še vedno zasidran na jugu in še vedno deluje. Libanonska vojska se je večkrat izkazala za nesposobno razorožiti Hezbolah. Zato mora Izrael, ker je Izrael v zadnjih 40 dneh prejel 6500 raket od Hezbolaha. Torej, ko Izrael ukrepa, ne deluje zunaj mednarodnega prava. Deluje v vakumu, ki je nastal zaradi neuspeha pri uveljavljanju mednarodnega prava. Namesto, da bi to priznali, ljudje obtožujejo Izrael vojnih zločinov. To je veliko več kot le neuspeh politike. To je civilizacija, ki si dela samomor. In deli demokratske stranke, nekateri republikanci in velik del Evrope ne le, da tega ne ustavijo, pri tem celo pomagajo. Če se iz vsega tega ne bomo ničesar naučili, če bomo še naprej dovoljevali Islamski republiki, da določa pogoje naših razprav, se bo naslednjič, in naslednjič zagotovo bo, odvijal popolnoma enak scenarij. In s tem preidimo na dobro, slabo in grdo iz tega tedna, začnimo s slabim. Ta teden je tega veliko, vendar moram začeti z eno osebo, ker to popolnoma ponazarja raven nevednosti, s katero se trenutno soočamo. Ta teden sem se na X-u prepirala z Martino Navratilovo, teniško igralko, kar res ni bilo nekaj, kar bi pričakovala, ampak tako pač je. In kar je bilo pri tem presenetljivo, ni bilo le to, da nima prav, ampak kako samozavestno nima prav, ko govori o nečem, česar očitno ne razume. Ker je ona, tako kot mnogi drugi ta teden, ponavljala trditev, da so izraelski napadi v Libanonu vojni zločini in da je bilo ubitih na stotine civilistov, kot da je to že dokazana dejstva. Razen tega, da v času, ko so bile te trditve izrečene, nihče, vključno z njo, ni mogel vedeti, kdo je civilist in kdo ne, saj številke, ki prihajajo iz Libanona, ne ločujejo med borci in civilisti. Vemo pa, da je bilo od približno 254 ljudi ubitih v teh napadih, po potrditvah Izraela več kot 180 pripadnikov Hezbolaha. In Hezbolah sam nenehno objavlja plakate mučenikov, kar pomeni, da govorimo o razmerju približno 70% borcev v valu napadov, ki jih Izrael ni začel. Izrael ni začel te vojne. To ni vojni zločin. Ampak tukaj je pravi problem za ljudi, kot je Martina. In pri tem ni sama. Ljudje opletajo z izrazi, kot so vojni zločini, na podlagi 20-sekundnih videoposnetkov nekakšne eksplozije, brez osnovnega razumevanja, kaj sploh neko dejanje opredeljuje kot vojni zločin. Ker ne veste, kdo je bil cilj. Ne veste, kakšne obveščevalne informacije so bile vključene v ta napad. Ne veste, kakšni ukrepi so bili sprejeti. Ne veste, ali je bilo vnaprejšnje opozorilo. Ne veste, ali je šlo za objekt z dvojno rabo ali za izključno vojaški cilj. In v večini teh primerov ljudje, ki komentirajo, sploh ne vedo, kako razlikovati med zakonitim in nezakonitim napadom, kar vključuje načela sorazmernosti, razlikovanja in vojaške koristi, ki jo je mogoče pridobiti z izvedbo tega napada. In vendar, ljudje z absolutno gotovostjo podajajo nore pravne trditve kot obliko performativnega moralnega narcizma. In vemo, ker so isti ljudje, ki so zdaj nenadoma strokovnjaki za mednarodno pravo, bili popolnoma tiho glede zločinov Islamske republike proti lastnemu narodu. Od množičnih usmrtitev do pokola otrok in do masakra več kot 40 000 protestnikov. Toda, ko Izrael ukrepa proti teroristični organizaciji, so nenadoma vsi pravniki. In to vam res pove vse, kar morate vedeti. Ne gre za pravo ali civiliste. Gre za to, da se ljudje želijo počutiti moralno več vredne, ne da bi se dejansko potrudili razumeti, o čem govorijo. In pri tem ne zavajajo samo ljudi. Pravzaprav krepijo točno tiste pripovedi, ki jih skuša širiti Islamska republika. Torej, ne, Martina. Ne moreš razglasiti nečesa za vojni zločin kar s telefona po ogledu posnetka na družbenih omrežjih. Tako to ne deluje. Ostani pri tenisu. Džihadistična propaganda ti ne pristaja. In zdaj še grda zgodba tega tedna. To je ena tistih stvari, ki jih je težko gledati in tako tudi mora biti. Saj to, kar smo pravkar videli v Španiji, ni bil nek naključen protest ali nekaj, kar bi bilo narejeno v slabem okusu. To je nekaj, kar obuja zelo dolgo in zelo temačno zgodovino. Ta teden so med velikonočnim praznovanjem skozi ulice nosili velikansko lutko premierja Netanjahuja. In to prav med tem velikonočnim praznovanjem. Nato so jo razstrelili pred množico, v kateri so bile tudi družine in otroci. Ljudje pa so ob tem navdušeno vzklikali. In če menite, da je to neprijetno, spominja na javni spektakel usmrtitev. Si ne domišljate, saj ima takšen spektakel v Španiji svojo zgodovino.
To je država, kjer so leta 1391 valovi pogromov zajeli judovske skupnosti, pri čemer so množice na ulicah javno in nasilno umorile na tisoče Judov, ne potiho, ne skrito, ampak odkrito in brutalno. Država, ki je nato ustvarila špansko inkvizicijo, kjer so Jude in spreobrnjence, tako imenovane conversos, lovili, mučili in usmrtili na javnih slovesnostih, kjer so ljudi žive zažigali pred množicami. To je država, ki je leta 1482 izdala odlok iz Alhambre, s katerim je na 10.000 Judov izgnala iz njihovih domov in jih prisilila, da se spreobrnejo ali zapustijo državo pod grožnjo smrti. In že dolgo pred tem izgonom so bili mnogi že prisiljeni v spreobrnitev z nasiljem, pokoli in družbenim pritiskom, pri čemer so bile cele skupnosti uničene. Torej, ko vidite množico, ki se zbira med verskim praznikom, da bi gledala, kako je javno uničena figura, ki predstavlja edino judovsko državo na svetu, to ne obstaja v vakumu. Videti je kot nekaj, kar se je tam že zgodilo. In tudi danes se to ne dogaja v vakumu. Ker je pod Pedrom Sanchezem Španija vstopila v novo dobo sovraštva do Judov, kjer se je antiizraelska retorika prelila v nekaj veliko bolj grdega. Kjer so vladni ton, medijsko okvirjanje in javni diskurs res ustvarili okolje, v katerem je takšna predstava ne le mogoča, ampak tudi sprejeta. In to bi moralo ljudi pripraviti do tega, da so pozorni. In zdaj končno še dobra zgodba tega tedna, ki je pravzaprav povezana s tem, o čemer sem pravkar govorila. Ameriška vlada je končno preklicala zelene karte več iranskim državljanom z neposrednimi povezavami z islamskim režimom. Nekatere izmed njih so aretirali zvezni agenti in so zdaj v priporu ICE, ter jim grozi deportacija. Eden izmed njih je Said Isa Hashemi, ki je živel v Združenih državah z ženo in otrokom, potem ko je dobil zeleno karto prek programa Diversity Visa. Hashemi je sin Masume Ebtikar, bolj znane kot Kričeča Marija, ki je bila angleško govoreča tiskovna predstavnica iranskih študentov, ki so leta 1979 zavzeli ameriško veleposlaništvo in 444 dni zadrževali 52 Američanov kot talce. Zdaj, po navedbah ameriškega zunanjega ministrstva, ni le branila ugrabiteljev talcev. Aktivno je pomagala pri ustvarjanju propagande, organizirala je intervjuje, kjer so bili ameriški talci pod pritiskom, da so trdili, da so z njimi lepo ravnali. V resnici pa so jih imeli v samici, z zavezanimi očmi, stradali so jih, ter jih pretepali in izvajali lažne usmrtitve. Zdaj je bila ona obraz te krize. Nastopala je na mednarodni televiziji, jo branila, opravičevala in predstavljala svetu v drugačni luči. In njen sin že leta živi v Združenih državah Amerike, svobodno in zakonito. Otrok ene najbolj izpostavljenih propagandistk iz enega najbolj travmatičnih napadov na Združene države v sodobni zgodovini. Živi tukaj v Združenih državah z zeleno karto. No, zahvaljujoč Marku Rubiju je bil ta status ta teden preklican in bil je pridržan do odstranitve. In to ni osamljen primer. Nekaj dni prej so ameriške oblasti aretirale tudi Hamideh Soleimani Afšar, nečakinjo Kasima Soleimanija, poveljnika IRGC, odgovornega za smrt 100 ameriških vojakov, skupaj z njeno hčerko, potem ko so jima preklicali zelene karte. Živela je v Los Angelesu, uživala razkošno življenje, hkrati pa je odkrito podpirala režim in celo hvalila napade na Američane, medtem ko je živela na ameriških tleh. To je zdaj vsaj 5. primer v zadnjih tednih, ko so posameznikom s povezavami z Islamsko republiko ali njenimi elitnimi mrežami preklicali status ali jim preprečili vstop v Združene države. Upajmo, da se bo ta trend nadaljeval. S tem zaključujemo ta teden na Access of Truth, vendar se bomo vrnili prihodnji teden z več zgodbami o tem, kaj se v resnici dogaja v tej regiji in kako se oblikuje vojna proti Islamski republiki. Kot vedno, če menite, da bi morali pokriti kakšno zgodbo, me lahko kontaktirate na družbenih omrežjih kot Emily K. Schrader ali na Instagramu kot Emily in Tel Aviv. Sicer pa se vidimo prihodnji teden tukaj na Access of Truth na JNS.